Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v marčevski oddaji Aktualno na GFML. V tokratni oddaji vam razkrijemo, kako smo na GFML praznovali ob slovenskem kulturnem prazniku. Prešernov dan ni le poklon največjemu slovenskemu prazniku, temveč tudi vsem ustvarjalcem, ki so skozi čas tkali podobo naše kulture. Letos smo ob tej priložnosti razmišljali o tem, kdo smo, ali smo le drobci zvezd, vrženi na rob smisla in nesmisla, morda prah nekdanji lun v mrku. Okruški spominov, čuvarji, enako molčeči kot neutrudljivi. Ta in številna druga vprašanja smo izpostavili na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, razmišljanja pa dopolnili z besedili in glasbo slovenskih ustvarjalcev in z domiselnimi kreacijami, ki smo jih izdelali pri interdiscipliniranem tematskem sklopu umetnost. V vitrinah pred šolsko knjižnico smo pripravili razstavo o ženskih umetnicah, ustvarjalkah, ki so s svojim delom oblikovale slovensko kulturo in njeno prepoznavnost širši javnosti. Vse je, kakor je bilo nekoč. Skritih čarov, teh pa močna moč, daje duši čudežno spoznanje. Tradicionalno so na odrske deske Ljutomerskega kulturnega doma stopili dijaki drugega letnika in za svoje naslednike pripravili krajše gledališke točke, s katerimi so predstavili poznavanje in doživljanje Prešernove poezije, njegovega življenja in časa. Zanimivimi in humornimi točkami so nasmejali občinstvo in na mladosten način počastili slovenski državni praznik. Zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se to mislim, da lepo mi je, no vsaka le od pamet zdravlja in mi živce že. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga strezala na puštarjah in moče dol. Tretja tuk je skušala, da je nekje več ni, četrta je varez tu peka polno rišenci. Hej, joj, hej, joj, hataja, joj, hej, joj, hataja, joj, hej, joj. Sedma nota je ponoča, hoče zmernet prav. Osma pravi, da gledaj, če hočeš malo spat. Deveta top teži, da bi meraj zaljubi grad. Hej, joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Moram vam priznat, deseta se kar nosimi. Najprej zdrav je bolj kultura pravi in kakar spusti. Sumim, da 11. garje in uši ima, na kup masti in žal se ne spominja 12. Hej, joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. S 13. odko, nikoli ni srečeno. 14. vse boli in smeri je slabo. Bi rada 15. postala luna, več nimamo dne. 16. pa nosi luna, hodi do reke. Hej, joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. Joj, hej, joj, hataja. 17. vinerajem dom za starce dal. 18. tepene, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepiren. 20. nenihno bivava se rumim tir. Hej, joj, hej, joj. Zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno, kvalitetno si dobri. Pameten le eno. Julija, kak si ti lepa? Jaz bi te imel. Ti bi mene imel. Ja, pa kaj jaz imel narobe? Zdaj pa pogledaj se, kako to vidiš, kakšne vasle vse, pa kako si to oblečene. Pa Julija, pa ti si najlepša. Daj, pusti me. Drugo mi ne preostane, kot pijača. Pa pesmi bi jim pisal, pa rože nosil,
Pa nišče me nešče. Pa antibiotike, tako smo vam predpisali. Nekaj, adijo. Sestra Ana? Ja. Imamo še kakšnega pacijenta dnes? Ja, tam sedi v čakalnice. Te pa ga hitro pripeljate k meni na izmene, da pomale fertik. Dobro. Gospod Prešeren, pridite not. Gospod Prešeren, kaj pa je vas k nam prineslo? Pa ne vem, probleme imam. Vas kaj boli? Ne vem, še sam ne vem, kam mi je. Dobro, te pa vas mi poglednemo. Jaz vam zdaj prvo srce poslušam. Dobro? Hvala. Naredite A. Z refleksami je že ti bolje božno. To bi še za silu bil. Sestra Ana? Ja. Ste vzeli krv pacijente? Kako pa to morali vezno genjeni zemen ali gej? Pa kdo vas je zaposlal, kak krvi ne vejte vzeti? Ja, občina, dobro. Idite v občinu pa pita, kakšni razpis so tam naredili, če imajo tam razpis za navijoke ali za koga? Vredje. Gospa sestra Ana z žile probajte krv vzeti. Tu, jaz z roke. Pa slučajno, kam mi žile ne prepičite. Tata vidi, kaj bo. Bom probala. Vi samo probajte. Kolegica, kaj si mislite o pacijente? Čuješ? Ja? Pa bošeš ti, kak smrdi? Ja, imam idejo. Misliš, kaj da hasek se? Pa probaj. To nikam ne hasne. Pa ti vidiš, kak je pijan? Vidim, še glas si je se pripelo. Generalni, kak si hliple, zdravstveno ustanovo glas se vbiti. Pa rejsen, mene biš podblo. Mene ti. Groza. Pa ti vidiš, kak je žuti vsi? Vidim, ziher manj že gejtra hit. To se mene zdravljanje paloti, či ne ide Bog ne daj vitro že hit. Jetra su že ziher na mat palate. Samo pogledne. Vidiš, kak je košave? Vizera je že dugo ne vida. Treba ziher pravo zavetišče za višina glavej. Kaj viši? To su že davno buha. Taka, samo čuješ, gdje sam ba še neka čila. Bil je on veliki piđanec, ali baba je pa tudi račila to. Prej 20 ljubic je živio. Tam spodaj se ne mreš ti imate. Koč ima gonorejo, ali pa kopač ima AIDS. To prej preverite. Ja, sestra Lidjan. Sestra Ana? Ja. Teste za gonorejo pa AIDS treba narediti. Gdje pa to zamen? Ja, zvud! S palčko ali s čim? Ja, s čim pa mislite, kad te zmetlo norku pade? Bom probala. Ja, ne probajte. Pa teku gledajte, kad vam če palce ne da požrijo. Bom probala. Ja, ne probajte. Samo čuješ, vidiš ti, kak se oba naša sestra zlatata? Sestra Ana? Ja. Profesionalnost! Pa zdaj viš, gdje se toga več ne ide. Izvidi kažejo na slaba gejtra, da zdaj mi vi povejbe, te pa idem, že me doma čakajo. Gremo. Gospod Prešeren, tak je na stvari. Z vašimi gejtrami je tej slabo. Zdaj vas mi pošljemo na zdravljenje, kad če ne vas Bog pomaga, jutro že več ne da. Pa tablete smo vam predpisali. Ja. Imate recept, pa idite v lekarno po Hepafarforta. To da vam za jetra pomagalo. Pa sestra Ana naj gre z vami, ka Bog ne vej se vam če vi kaj zgodi, pa vas še vrag zeme prečasno. Tak je, pa sestra Ana, ja. Poste ga, ka mi ti v čakalnici tame spadne, da do še državni organi na vole delali, ka mi je pacijent v čakalnici takle. Bom probala. Vi samo probajte. Ote Prešeren, idemo. Sestra Ana. Ote, idemo. Pa pogledni, pa nasmej se, ka kolegicam pošlem. Pa pogledni, pa daj nasmej se no malo, pa daj. Daj no, pa ko si tak temček, nasmej se.
Pa pogledni, kako so deca simpatični, pa pogledni to, kako so fajne. Ti me ne varaš, pa ti si nenormalen, pa to boš imel to Julijo, pa ne si je prebolo, pa troju dec ima, tebi se do konca odpeljala in do konca se smeješ, ne? Ana, pa jaz te manj rad, samo Julija je moja prva ljubezen. Idi ti nekaj, ajde, da je se tam obrazati, ali malo odra. Pa mi drugo ne preostane, kak pijača. Rabi moč in to ni pot naprej. Mislim, da je čas, da kopite dve. Se ti bi čojke krotil, nam zavira upek. V resnici naš utapljaš v tvoje strupe. Tvoje teorije so za mojo staro mamo. Jaz pa pišem rime, ki ti dajo glavo. Ko je nov vladar, mu proba zrest veri. V resnici te je strah, da bo gajica hi. Praviš, da monarhij, si svobodna ptica. Star pa si tok, da ne vidiš svojega tiča. Romantika je lepa, a ti izbijaš čas. Zdaj je dovolj, imel si svoj čas. Dajte prosto ljudstvu, da govori po svoje. Prešeren je z vami, da razvije gnoje. Po jeziku sem car, preobrnil pravdo, kot bi bil notar. Starejši rod romantikov smo gradili temelje, medtem ko ste vi dojenčki še pisali eseje. Trke za narod, to je naša zmaga, pravile v jeziku, da gre naprej saga. Po Dunaju hodim, slovenščino širim, vi pa doma sedite in mesite krompirje. Knjige sem pisal, delal za slavo, dokler ste vi samo sanjali pravo. Pravo bi sem postavil na trdna tla, vaš kaos bi nas vse pognal do dna. Romantične sanje zveni lepo, a narod potrebuje red, ne le tvoj ego. Okej. Pred Mike zdaj stopim, Ana je lovšek, pri najmanjši kritiki skrije se kot polžek. Ker ste fantje nesposobni, treba vam spast, ne zdaj zazveni kar ženski glas. Nesposobna mati, kakor me kličeš, tako obupam ljubezni, za roko kar prekličeš. Za eno nimaš nara, druga te ne mara, doslej še ti nobena, pa ni bila premlada. Februarja se je dogajalo predvsem maturantom. Med informativnimi dnevi so obiskali številne fakultete in lovili razne informacije o študiju. Zadnji počitniški vikend pa je bil zanje prav posebno doživetje. Odplesali so namreč svoj maturantski ples. Plesalke po glav, vsi za roke in naprej. Dijaki 4. letnika vseh programov so se ob koncu zimskih počitnic na maturantskem plesu zavrteli po plesnem parketu in zbranim gostom prikazali naučene plesne korake. Druga stran. Na svoj prostor, desni bok na desni bok. Lahko ti podarim samo ljubezen. 3, 4, 1. Eno in edino upanje. Poglej me v oči. Slavnostni dogodek, ki naznanja zaključek srednješolskega izobraževanja, je bil priložnost, ob kateri so se dijaki ponosnim staršem, učiteljem in šoli zahvalili za podporo in skrb, ki jo prejemajo. Umiri. Luki, luki. Poznaš me bolj, ko ti so roke.
čeprav zatiskaš Odskačemo, ni ljubezni, 3, 4, ko te gledam. Vidiš to, kar si. Letošnji maturantski ples je bil prav poseben, saj je na njem zaplesala prva generacija maturantov programa Medijski tehnik. Finale! Pazimo! Plesalke poklon prvo pred plesalca. Balonček med noge, poskoki naprej. Plosk, tač, plosk, tač, plosk, tač, buci, buci. In plesalke v sredino po desno roko. Plesalci navijajo. Druga stran, leva roka. Na svoj prostor, desni bok na desni bok, desni bok na desni bok, vrtimo, vrtimo, visoko so baloni, vrtimo, odvrtimo, pazimo balonček med noge, 3 poskoke naprej. Plosk, tač, plosk, tač, plosk, tač, buci, buci in plesalci v sredino, plesalci po desno roko, veseljaki. Druga stran, dekleta pa navijajo. In gremo na svoj prostor, gremo na svoj prostor. Pazimo sedaj, plesalka skoči plesalcu v naročje. In jo vrtimo, hop, hop, hop. Bilo kak, samo vrtimo, vrtimo. Vrtimo, štupo ramo ali bilo kak. Vrtimo, vrtimo. Odlično. In že gre muzika, obrnemo se proti odru, pazimo zdaj. Obrnemo se proti odru, kje so baloni. Spustimo dol balone, balone spustimo dol na moj znak. Skočimo do plafona in vržemo balone. 3, 4. In zabava gre naprej. Pridružil se nam je tudi Erik in zagremo. Young band, there's no need to feel down. I said young man, take a breath of the town. I said young man, cause you're in on your town. There's no need to be. Za nepozabno noč in ustvarjanje spominov sta poskrbeli plesna šola Pingi in glasbena skupina Recesija. When you're short on your door, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to. Si pripravljeni, Ljutomer, ki so roke! Začetek pomladi ponavadi se upada z različnimi državnimi tekmovanji, raznimi projekti, ekskurzijami in tednom obveznih izbirnih vsebin. Teden OJV je prepleten z različnimi vsebinami, pri katerih se dijaki srečujejo s praktičnimi temami, ki jim običajni učni načrti ne odmerjajo preveč časa in prostora. Zato je organizacija pouka še kako dobrodošla. Medse smo povabili številne strokovnjake, ki so nam na zanimiv način približali svoje delo, ter nas opozorili na to, kako pomembno je vseživljenjsko učenje. Prenekatere učne ure so potekale na temo skrbi za zdravje, preventive, krvodajalstva, prometne varnosti, dijaki 3. letnikov pa so bili deležni predstave poklicev iz prve roke, spoznavali pa so tudi različna delovna okolja, kar jim navsezadnje pomaga pri izbiri svoje poklicne poti. Dijaki 2. in 3. letnika programa Medijski tehnik so na zadnji dan tedna obveznih izbirnih vsebin oziroma za njih interesnih dejavnosti v Mladinsko-kulturnem centru Ljutomer prisluhnili strokovnjakom iz medijskih podjetij. Dijakom je najprej delo radijskega voditelja predstavila Nataša Hartman-Adjej iz ljutomerskega radija Toti Maxi. Potem tako tja kličemo, začnemo klicati, da dobimo nekoga, ki bi dal izjavo. Verjetno vedno ne gre isti dan, pa za naslednji dan se potem dogovorimo. Se pravi, jaz ponavadi pridem ob 7, včasih ob 6, če imam veliko dela, ne. Načeloma pa do 9 moram biti, ker potem začnem govoriti, ne. Tako da, če me takrat je, pa malo problem. No in potem se jaz tiste 2-3 ure do 9 pripravljam program. Mi v bistvu imamo en program, ki ga imamo vse radijske postaje, imenujemo ga Showpred, zdaj ne vem, kako se točno, pač, to je določen program za vse naše postaje. In jaz tam vpišem notri, točno imam določeno, kdaj govorim,
In jaz tam vpisujem notri teme. Kasneje se je s kreativno predstavitvijo dijakom predstavil Marko Filipič iz podjetja Funkit Marketing iz Murske Sobote. Dan so zaključili še s predstavitvijo dela novinarke Maje Hajdinjak iz časopisne hiše Vestnik. Teden smo zaključili z različnimi ekskurzijami. Dijaki prvega letnika so obiskali tipično sakralno arhitekturo iz obdobja romantika in gotika. Pripravili so predstavitve romanske rotunde v Silu, gotske cerkve s poslikavo Janeza Aquile v Martjancih ter Plečnikove cerkve v Bogojini. Spoznali so kulturno dediščino lončarstva in tipično panonsko arhitekturo v muzeju lončarstva v Filevcih. Ekskurzijo pa so sklenili z obiskom galerije Murska Sobota, kjer so si ogledali dela Mirsada Begića. Drugošolci so se potepali po Idriji, mesto na stičišču predalpskega in dinarskega sveta, kjer so v 15. stoletju odkrili svetlikajočo sosnov, za katero se je kasneje ugotovilo, da je živo srebro. Ogledali so si idrijsko kamšt, največje leseno pogonsko vodno kolo v Evropi, ter med pohajanjem po mestu znamenite čipke spoznavali kulturni in gospodarski pomen tega dela Slovenije. Tretji letniki so potovali v prestolnico naše južne sosede. Najprej so obiskali naravoslovni muzej Nikole Tesle in na praktičen način izkusili, kako se fizika udejanja v vsakodnevnem življenju. Obiskali so tudi posamezne sakralne objekte v mestu ter spoznavali značilnosti različnih religij in kultur, ki sobivajo v našem evropskem prostoru. Tudi letos so dijaki programa Predšolska vzgoja sodelovali na zaključku projekta Bralni Ostržek vrtca Ljutomer. Tudi letos smo sodelovali na zaključku vsakoletnega projekta Bralni Ostržek vrtca Ljutomer. Z našo predstavo sedaj že tradicionalno nagradimo ljutomerske otroke, ki so skozi celo vrtčevsko leto pridno prebirali in pripovedovali knjige. Tretji v oddelek jim je v Domu kulture Ljutomer odigral predstavo Dva snežaka, ki so letos ustvarjali v zimskih mesecih pri modulu Ustvarjamo za otroke, kjer se združujejo glasbeno, likovno, plesno in jezikovno področje. Zelo smo bili veseli, da smo vrtcu Ljutomer pomagali nagraditi otroke in jim popestriti ta dogodek. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo skupaj z Zavodom za in proti, Zavodom za kulturo dialoga, organizirali že 23. mednarodni debatni turnir, ki je potekal med 6. in 8. marcem. Turnir je postal tradicionalen in je eden izmed redkih turnirjev v Evropi s tako dolgo tradicijo. Na turnirju se je zbralo skoraj 150 debaterjev in debaterk, ki so sestavljali 28 ekip iz Albanije, Avstrije, Finske, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije. Med udeleženci je bilo tudi 8 predstavnikov ljutomerske gimnazije. Udeleženci so debatirali o različnih aktualnih temah, o na primer šolanju na domu in o uporabi umetne inteligence v umetnosti. Ekipa KFML si je po 6 debatah s 4 zmagami in istim številom točk delila 8. mesto z avstrijsko ekipo. O uvrstitvi v četrtfinale pa je žal odločal met kovanca. Druga ekipa je tekmovanje končala z 2 zmagama. Zmagala je kitajska ekipa. Turnir je ponovno pokazal, kako pomembno je razvijati kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti in odprtost do različnih pogledov. Že tradicionalno smo se na pustni torek v povorki odpravili na glavni trg v Ljutomeru, kjer so se predstavile razredne pustne maske. Številni razredi so se na razredne predstavitve pripravljali že v tednu pred tem, kar je bilo opaziti tudi pri izvirnosti, zanimivosti in usklajenosti predstavitvenih točk. 3-članska komisija je letos imela izjemno težko delo. Praznovanje pusta smo tako zaključili veseli in zadovoljni. Dijaki so pridobili izkušnjo spodbujanja, pripadnosti in delovanja razredne skupnosti, kar je ključno za oblikovanje zdravih in povezanih socialnih okolij. V minuti za raziskovanje pa lahko izveste nekaj več o potrošniški kulturi mladih.
Potrošniška kultura mladih. Potrošnja določa, kako se mi vedemo, kako se oblačimo in vse, kar počnemo. To sem jaz želela podrobneje preučiti tekom moje raziskovalne naloge, in sicer potrošniško kulturo mladih. Zakaj ravno kulturo mladih in ne odraslih? Zato, ker na mladi svet stoji. Mi smo prihodnost in mi določamo, kako se bo naš svet spreminjal in tudi naše potrošniške navade. Pa poglejmo na primeru Jaka Varčevalca. No, Jaka je čisto običajen najstnik, katerega sta starša podpirala skozi osnovno in srednjo šolo ter pa faks. Plačevala sta mu nove teniske in pa najemnino za stanovanje. Ko pa je Jaka bil primoran se prvič osamosvojiti, je naletel na težavo, saj ni mogel plačati 3-mesečnega pologa za stanovanje, kar je čisto običajna stvar pri mladih, saj nimamo odkot črpati kapitala. No, torej, Jaka se je bil primoran poslužiti finančnega posojila, kar pa je v bistvu tisti zavorni element, katerega bi morali pri mladih v mladosti preprečiti. No, pa poglejmo, kaj bi Jaka lahko storil, da do tega ne bi prišlo. Tekom moje raziskovalne naloge je bil ravno to moj namen. Moj namen je bil poučiti v bistvu mlade, kako ravnati, da ne bomo naleteli na podobno situacijo, kot jo je doživel Jaka. Pri tem sem si pri teoretičnem delu zastavila 4 hipoteze, ki sem jih s pomočjo strokovne literature potrdila oziroma ovrgla. Drugo hipotezo sem tako ovrgla na podlagi dela Franca Šetinca, saj sem ugotovila, da potrošnja ni zgolj tisto, kaj ti v trgovini plačaš, ampak je v bistvu to, kaj ti pridelaš, se pravi tvoja potreba po nečem, zadovoljitev potrebe, vnovične, se pravi hrepenenje po nekem produktu in pa delo, da se to lahko privoščiš. In je to v bistvu celoten cikel, iz katerega se ne moremo rešiti. Lahko pa ga definitivno upočasnimo. Naslednje 4 hipoteze se nanašajo na moj anketni del. Raziskovala sem namreč s pomočjo ankete in pa intervjuja. Torej, zastavila sem si 4 hipoteze, pri katerem sem odkrila zanimive podatke. Kar 17% mladih ne pozna izraza varčevalni račun, kar je zaskrbljujoče, saj anketa je bila razširjena med gimnazijci, profesori na gimnaziji in pa pač mojimi znanci. Ampak z gimnazijci bi se spodobilo, da vemo, kaj v bistvu je sploh varčevalni račun in kako ga pravilno uporabiti. Zaskrbljujoče dejstvo pa je prav tako bilo, da mladi v bistvu relativno majhen delež svojih prihrankov namenijo varčevanje, zgolj od 0 do 10% v povprečju. No, to povprečje bi se moralo gibati okoli 30 do 40%, da bi to varčevanje dejansko bilo učinkovito. No, potem pa sem še v bistvu zbrala mnenja strokovnih institucij, ampak predtem pa sem odkrila eno zelo zanimivo dejstvo v moji anketi pri zadnjem vprašanju, ali menite, da večina ljudi varčuje. No, pri tem sem pričakovala odgovore da, ne vem, ker pač mladi smo večinoma takšni, da se nam ne da odgovarjati. Dobila sem veliko več. Odgovori potrjujejo, da je mladim zares mar za varčevanje. Želijo se naučiti več, vejo, kako to vpliva na njihovo življenje in kako jim ga to lahko spremeni. Zavedamo se, da bomo morali v odraslo življenje stopiti sami in nam ne bo verjetno nihče moral pravilno pomagati pri tem. In zato je potrebno, da mlade izobrazimo o tem. No, tale odgovor pa je v bistvu bil najdaljši odgovor in mi je tudi predstavljal neko potrditev, da se mladi zavedajo, da vseeno njihovo finančno stanje določa njihov družbeni status in pač vse, kar je v zvezi s, se pravi, preživljanjem prostega časa in podobno. Torej, s pomočjo intervjujev, ki sem jih opravila s strokovnimi delavci na bankah, se pravi bančnimi svetovalci v Ljubljani, Mariboru in pa Ljutomeru, sem ugotovila, da se naše varčevalne navade zelo razlikujejo med sabo. In sicer v Ljubljani se mladi poslužujejo predvsem riskantnih varčevalnih navad, torej nekih kriptovalut in skladov, medtem ko v Ljutomeru recimo bolj varčevalnih računov, kar dokazuje morda to, da tudi pri nas nismo dovolj izobraženi o vseh varčevalnih navadah. Intervjuje sem pa izvajala s pomočjo banke Unicredit in pa Nove Ljubljanske banke. Torej, tekom moje raziskovalne naloge se je torej Jaka Varčevalec naučil, kako se varčuje. Naučil se je, kako neko vsoto mesečno dati na stran, da si je lahko kasneje privoščil najemnino stanovanja. In ravno to je bil moj cilj. Moj cilj je bil mladim na nek malenkost bolj zabaven način približati varčevanje in jim dati občutek, da jim vseeno lahko uspe, če tudi začnejo zgolj še v kasnejših letih. In to je to, pač varčevanje gradi naš svet in na nas je, da naredimo spremembo v naši družbi.
Posamezni dijaki programa Predšolska vzgoja in medijski tehnik so v okviru mednarodne izmenjave programa Erasmus Plus odpotovali na Portugalsko, kjer nabirajo praktične izkušnje in se sproti javljajo za svojim dnevnikom. Reportažo o tem pa za vas pripravljamo v naslednji oddaji. Do takrat pa nasvidenje!